Z letošnjim letom se je prestižnemu klubu prejemnic in prejemnikov Borštnikovega prstana, najvišjega igralskega priznanja za življenjsko delo v Sloveniji, pridružila Saša Pavček. Prvakinja Slovenskega narodnega gledališča Drama je spregovorila o svojem vsestranskem ustvarjanju, pa naj gre za gledališke predstave, nastope na radiju ali televiziji, pisanje esejev, dram, poezije ali pravljic. Kot predavateljica na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je nekaj malega spregovorila o študentih, pa o zapuščini svojega očeta, pesnika Toneta Pavčka, seveda pa je beseda tekla tudi o številnih nagradah, ki jih je prejela. Naklonjenosti vaše nisem vreden, zato me ne prepričajo besede. In bom verjel šele, ko mi z dejanji gorečnost svojo boste pokazali. Borštnikov prstan je seveda potrditev mojega dela in sem zelo vesela, da sem prejemnica Borštnikovega prstana. Mislim pa, da je to nagrada tudi pravzaprav za kolektivno delo, kajti jaz tega prstana nikoli ne bi dobila, če ne bi imela res briljantnih kolegov, ki so mi stali vseh teh 40 let in seveda kolegic ob strani, in to od prvih začetkov tukaj, ko sem bila stara 19 let v ljubljanski Drami. Samo v pustinji lahko vladaš sam! In ptice dobrih znamen ne žgolijo, odkar so pile kri ubitega. Premisli, Grejon, tvoja trmoglavost ti temni. Spoštuj ubitega. Zdaj se še vidci nad me spravljate svojat. Nagrada je seveda največ, kar lahko igralec v Sloveniji prejme. Mi pa je zelo veliko pomenila nagrada za ples, ki sem jo dobila takoj po akademiji, to je Zlata ptica za ples, kajti jaz sem si celo življenje želela, da bi bila, recimo kot otrok sem si želela, da bi bila cirkuška artistka, človek guma, in potem kasneje je bil tudi ples moja zelo velika ljubezen. Ni vse tako lepo, kot je morda videti ta trenutek. Igralski poklic je zelo naporen in tudi na moji 40-letni poti je bilo veliko vzponov, še več pa padcev, bi temu rekla, zastojev, tudi obdobja, ko nisem igrala. Ampak Nemc! In pa ta film sploh ni bil všeč. Krizni momenti so normalni v tem poklicu in s prvimi kriznimi momenti sem se srečala še pred akademijo. Jaz sem v 4. letniku gimnazije igrala Veroniko Deseniško v Šentjakobskem gledališču in sem zanjo kar naenkrat prejela 3 zelo pomembne nagrade. In takrat sem bila stara 18 let in me je recimo to zelo dvignilo. Ampak vedela pa sem, da so sprejemni izpiti izjemno težki. In recimo ta sprejemni izpit je bil zame neka streznitev, pravzaprav koliko dela bo še potrebnega za to, da sploh premagam, da sploh naredim prvi letnik. Ste napak razumeli? Mar ni vam jasen pravi vzrok za jezo in bojazen? Kdo želel bi srce, ki celo ljubi, si razdeliti še s kom drugim? Gospa, kako naj ne bi bil presrečen? Iz ljubih ust, naklonjene besede,
Velikokrat se srečam z vlogami, ki so mi sprva tuje. Redko kdaj se zgodi, da takoj, ko dobim besedilo, ko vidim, kje sem zasedena, da rečem, fantastično, to je pa že točno vem, kako bo. Ko prvič preberem neko besedilo, seveda to je najbolj pristen stik z besedilom in takrat tisto, kar se mi utrne, je zelo dragoceno. Tudi tiste vloge, za katere se zdi, da so mi pisane bile na kožo, sem že enkrat omenila, da je na koži samo znoj v igralskem poklicu, nič ni napisano na kožo. Vse je treba na novo začeti, pregnesti, da se ta vsebina usede in šele potem lahko dobro, sproščeno igraš. Slika. Je smrt taka? V bitki? Je? Odpri oči. Kaj? Karpeta? Kaj? Ker je dobro, je res. Kaj je tako dobro? Umetnik pravzaprav izvorno izhaja iz sebe in dela zaradi sebe, iz svoje notranjega ognja, ki ga žene, da to dela. Zelo bi bilo zmotno misliti, da ne pomislim na publiko. Jaz sem publiki danes hvaležna za to, da lahko pač pride publika in da, če ne, jaz ne bi imela kaj delati, ne bi mogla niti igrati. Ampak to, kar me najbolj zavezuje in čemur sem res odgovorna, ni publika, ampak je moj lastni notranji svet, moja intuicija. Kajti, če izgubim ta notranji kompas, mislim, da tudi publike ne bom mogla več prepričati. To je Krištof Kolumb, veliki osvajalec sveta. In žensk. Veliki osvajalec sveta in žensk. In njih src. Jaz bom moral čim prej nazaj, da se kopljem v slavi. Ti boš pa da čas poskrbel, da se bo tukaj kopalo zlato. Nobene vloge, ki je bila velikokrat uprizorjena, se nisem naveličala, ker je stik z občinstvom zmeraj nekaj novega. Bužec jaz, Bužca on sem odigrala več kot 500-krat, Hamleta, mislim, da preko 120 predstav, če se ne motim, Malomeščanska svatba, ravno tako, Jez v mali drami, uspešnica male drame, skoraj 200-krat, ampak teh vlog se ne naveličam, ker so odlične postavitve, dobro zrežirano in z odličnimi igralskimi kolegi in kolegicami. Koruza, to zveni seksi. Ja, blazno seksi. Španci bolehamo za boleznijo srca, ki jo lahko ozdravi samo zlato. Da sem hči svojega očeta, je seveda moja intimna radost. In on mi je ogromno dal kot hčerki, kot oče mi je ogromno dal. Kar se tiče mojega dela, pa ni nikoli posegal v moje delo, niti mojih tekstov mu nisem dajala v branje, ker mi je bilo vedno nerodno, je pa spremljal moje igralsko delo. In zavezala sem se mu in mu dala obljubo, da bom skrbela za njegovo pesniško zapuščino. Moje prošnje moraš odgovarjati. Ne verujem. Ne verujem. In verjet v ozdravitev. Čebelje pike lahko zarotim. Ne verujem. Ne verujem. Ti strupena žival, vzemi nazaj svoj strup. Ne verujem. Ti strupena žival, vzemi nazaj svoj strup. Ne verujem. Ti strupena žival, vzemi nazaj svoj strup. Študenti se zelo dobro razumem, ker jim zelo rada prisluhnem, sem pa tudi zahtevna. Mi kar z vsem povprek nisem zadovoljna in tudi program, ki ga delamo, je na prvi pogled morda, celo morda človek rekel,
za mladega človeka dolgočasen, kajti delamo slovensko klasiko Prešerna, Cankarja in še ostale avtorje, ki spadajo med vrhunske slovenske umetnike. Vesela, ko vidim, da jih ta snov potegne in da jih to začenja zanimati. To je zame največji uspeh. Če me imajo oni bolj ali manj radi, je pravzaprav irelevantno. Glavno, da oni vzljubijo svoje delo, da oni vzljubijo to, kar delajo. Pa tudi, če me morda kdaj sovražijo, ne bom nič zaradi tega huda. Da izveste neko tajnost. Kar se je prej tule pripetilo, bilo za naju je zadosti sitno. Tak stres. Še zdaj sem vsa prepadla. Hudo, zaradi sina sem za vas se zbala. Mislim, da v gledališču bi bilo nujno, da se poskrbi tudi za gluhe in naglušne, ravno tako tudi za slepe. Mi imamo bralne predstave, recimo v Mali drami, ki so zelo obiskane, kajti slepi uživajo v tem, ko čutijo živega človeka na odru. Za gluhe in naglušne pa vidim en velik manko in se mi to absolutno ne zdi prav, kajti v 21. stoletju smo pa ja že tako razvita družba in imamo toliko materialnih dobrin, da lahko poskrbimo tudi za tiste, ki jih je narava morda prikrajšala za nekaj, kar je nam dano. Zakaj ne bi vsi te ljudje imeli možnost, da ravno tako sledijo vsem umetniškim stvaritvam, kolikor je to možno?